Lepo pozdravljeni v poslovni oddaji Prava ideja. Red Orbit v samo 2 letih do enega izmed vodilnih podjetij. Finančna nedisciplina z izvršbo do svojega denarja. Pokojninsko varčevanje. Koliko se splača vlagati? Skupina študentov, danes podjetnikov, je pri izdelovanju spletnih strani ugotovila logiko spleta. Prodaja se lažje, če imaš več obiskov spletne strani. Kako torej doseči, da si tvojo stran ogleda čim več ljudi, da te spletni iskalnik uvršča na prva mesta? Recesija je namreč čas, ko smo vsi prisiljeni iskati najbolj učinkovite oblike tržnih poti. Red Orbit je prvo slovensko podjetje, ki je specializirano za iskalno trženje. Svojim strankam omogoča, da se uvrstijo na prvo stran vseh pomembnih spletnih iskalnikov in si tako znižajo stroške spletnega oglaševanja tudi za polovico. Poslovno idejo je skupaj s prijateljem zasnoval Andraž Štalec, ki je svoje znanje in strast do računalništva že kot študent dopolnjeval s podjetništvom. Še ne 30-letnik svojo ekipo danes že sodi med najbolj inovativna in perspektivna podjetja. Andraž Štalec in Boštjan Hozjan, lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Podjetja se vse bolj zavedajo, da spletna stran na internetu prav nič ne pomaga, če jo obiskovalci ne najdejo. In tu nastopite vi z vašo idejno rešitvijo. Kako jo izvedete? Praktično gre za en sklop storitev, ki povečujejo vidnost spletne strani na internetu. Večina obiskovalcev oziroma uporabnikov interneta išče nove vsebine preko spletnih iskalnikov, kot sta Google, Najdi. In praktično na teh iskalnikih mi pozicioniramo spletne strani, tako da jih uporabniki lažje najdejo. Torej, iščete neke ključne besede teh vaših strank, na podlagi katerih predvidevate, da jih bodo obiskovalci lažje našli, če si prav predstavljam? Ja, nekaj predvidevanja, večina je pa tudi analiz. Veliko pomaga, če stranke pomagajo s kakšnimi dostopi do statistike in tako naprej. Tako da ni samo predvidevanje, je tudi, so vzadej tudi konkretne analize. Kako ste se pa vi tega lotili kot podjetje na začetku, da bi postali bolj prepoznavni, da bi se uvrščali na prva mesta spletnih iskalnikov? Praktično zgodba se je začela na malo drugačen način. Na začetku smo rekli kot nedobudni študenti, da bomo izdelovali spletne strani, pa smo hoteli dobiti malo več strank in smo ugotovili, da praktično tudi naša spletna stran na iskalnikih ni vidna. Potem smo šli malo raziskati, zakaj ni vidna in prišli do te storitve. Takrat v Sloveniji se o tem sploh še ne govorili in smo praktično na lastnih izkušnjah se nekako učili, kako povečati prepoznavnost spletnih strani. No, recesija povzroča, da je treba svoje trženjske strategije prilagoditi spremenjenim razmeram in to je ena izmed načinov, s katero se lahko prilagodimo, da postanemo bolj prepoznavni. So stranke pripravljene dobro plačati za takšno storitev? Kolikšna je cena? Ja, praktično to je čisto odvisno od spletne strani pa od velikosti podjetja. V času recesije se sigurno večina podjetij začela zavedati, kam je potrebno vlagati njihov marketinški budžet in ga vlagajo vse bolj v internetne storitve, ker so zelo merljive, hitro učinkovite in točno lahko vidimo, ali učinkuje ali ne učinkuje v recimo parih dneh. Tako da budžeti se pa kle gibajo od par tisoč do par 10.000 evrov recimo letno. Se pravi, se te rezultati oziroma učinkovitost tovrstnega trženja da izmeriti? Ja. Kakšni so rezultati? Praktično meriti se da vse na internetu. Sam pravilne orodje treba uporabiti, tako da v tem primeru lahko točno merimo, na katerih ključnih besedah so na kakšni poziciji, koliko obiskovalcev jim je to prineslo na spletno stran v določenem dnevu, v določenem mesecu, tako da praktično statistika je zelo bogata. Verjetno vam pridejo prav tudi dobre reference vaših strank, denimo Zavarovalnica Triglav, Gorenje, Medvešek, Pušnik. Prav po vaši zaslugi se ta podjetja pogosteje pojavljajo na tujih iskalnikih. To si predstavljam tako, da če recimo nekdo v Veliki Britaniji kupuje hladilnik, da se mu na prvo stran, ko išče na internetu hladilnike, pojavi Gorenje? Ja, to je cilj. To je cilj. Ampak zdaj je predvsem odvisno od konkurenčnosti ključnih besed. Imamo trg ali pa panoge, recimo avtomobili, kjer je težje nekam zlesti. Tako da pač ta primer, recimo Gorenje in hladilniki, še nismo tam na cilju čist, ampak delamo na tem. No, očitno sta odličen tandem.
Prijatelji pravijo, da sta kot yin in yang. Jaz jo vidim kot dva nasprotja, ki se čisto dopolnjujeta, no? Ker Andraž je hiperaktiv, se kolni primer, skozi bi se nekaj dogajalo, dolg čas morata po 10 minutah, vedno kaj novega, uči se 100 na uro in vse. Boštjan je pa bolj tako na easy, malo bolj na počas, ampak stručko na področjih, pač, ki res jih obvlada. Sta izjemno motivirana, oba dva, česarkoli pač se lotita, nekako pade na plodna tla. Super se razumeta in čisto tako, ja, kot yin yang, kako so že mrzlo hladno, ko greš skupaj. No, podjetje Red Orbit obstaja zdaj 3 leta, vidva se sicer poznata že dlje časa. Kako je prišlo do te odločitve, midva bo ustanovila podjetje? Praktično ni bilo kar direktne odločitve, ampak na začetku smo že sodelovali s parimi različnimi marketinškimi agencijami, potem, ko smo prišli do konca študija, so odločili se zdaj, ali bo se zaposlili nekje drugje, ali pa ustanovila svoje podjetje in imela svoje izkušnje, imela so recimo eno podlago in so rekla, grejo probati, se so še mlada. In sta točno vedela, kaj želita? Ja, plus to, da je v bistvu stranke so se začele nabirati, oziroma ko pač delaš to, kar delaš dobro in z veseljem, nekako je treba v bistvu preklopati na, kako bi rekel, na uradno dejavnost, kako bi rekel, ne. No, v bistvu sta podjetje ustanovila v okviru univerzitetnega inkubatorja, ne? In je še vedno registrirano kot SP. Zakaj pa je to kakšna prednost? Ja, trenutno je še malo prednost predvsem na davčnem področju, ker so pač procenti obdavčitve manjši, kot pa če bi bili del. Imamo pa namen se preoblikovati v kratkem tudi v del. Kako se spopadate s konkurenco? Verjetno je ta konkurenca na tem področju, kjer vidva delujete v tujini, ogromna, doma sicer najbrž ne toliko, ampak kako se soočate s tem? Kje ste? Vsak dan znova. Tako je, praktično konkurence mogoče se v zadnjem času skozi več pojavlja. Tako, kot sem rekel, pred recimo 3 leti ta storitev v Sloveniji ni bila tako poznana, zdaj, ko je nekako skozi bolj poznana med splošno javnostjo, se pojavlja vse več konkurentov. Naša glavna konkurenčna prednost je sigurno več kot 7 let izkušenj z tega področja. Smo tudi uradni izvajalci optimizacije za najti.si. Imamo par odmevnih ali pa dobrih referenc med velikimi in majhnimi firmami in pa zelo veliko delamo tudi za slovenske podjetja v tujini. Prihodki vam rastejo, vendarle izvažate le okrog 10%, verjetno je cilj povečati, ne, izvoz, prodreti na tuje trge. Kako kaže? Na dolgi rok gotov. Pri tem iščete primernega vlagatelja ali strateškega partnerja? Ja, po eni strani vlagatelje, po drugi strani pa tudi je treba tudi, se pravi, izven Slovenije, se pravi, kakšne partnerje strateške tako najdete, ne. Za vlagateljev pa Andraž kaj več povedal. Ja, praktično, kar se tiče vlagateljev, smo v eni fazi, kjer ne iščemo aktivno vlagateljev, sigurno smo pripravljeni na kakšne pogovore. Kar se tiče pa tujih partnerjev oziroma strateških partnerjev v tujini, pa imamo navezanih par stikov že predvsem po centralni Evropi in se pogovarjamo zdaj, da bi se malo razširili naše storitve tudi na to področje. S potencialnimi vlagatelji ste torej sodelovali oziroma sodelujete že od začetka. Pa poglejmo, kaj je o tem povedal vodja poslovnega kluba oziroma kluba poslovnih angelov, Blaž Kos. Prvič smo prišli v stik, ko sem delal še v inkubatorju in sem takrat malo poslovno svetoval. Potem pa tudi zdaj, ko delujemo v okviru poslovnih angelov, z njimi sodelujemo, jih spremljamo. Imate izjemno razvit analitičen se pravi vse, kar pripravite, imate zelo dobre strategije, znate razmišljati. Na drugi strani obvladate same tehnologije, se pravi informacijska tehnologija, največji trend v zadnjem desetletju, se pravi, da sta na nekem valu, ki je izjemno pomemben za poslovni uspeh. Pravite, da ste kot podjetje tudi zabavni, prav nič dolgočasni, da ste sproščeni, mladi, ne, to vemo, tudi majhen kolektiv ste, 10 zaposlenih, povprečna starost koliko? 27 let? Tako nekako je. Kako pri vas potekajo brainstormingi? Če si predstavljam, da pri vas ideje kar bruhajo, je to potem to, mladost? Ja, gotovo. Žal je pri takem tempu, ne, še zmeraj tako dela, da se moramo spraviti načrtno, v bistvu brainstormirati, ampak ko se pa spravimo, zna biti pa zabavno. Včasih je dosti, da zamenjaš samo recimo sobo, ne, oziroma pisarno,
včasih lahko greš pa tudi teč okoli Blejskega jezera, recimo, ne, pa tam kaj... Adrenalin imate tudi radi, ne, sem slišala. Z adrenalinskimi športi ste veliko ukvarjate, Andraž. Točno, ja. Praktično. Tam tudi dobite najbrž kakšne ideje, inovativne, ne? Idejo pa, ja, predvsem za sprostitev, pa hkrati, ja, dobijaš idejo v naravi, malo stran od pisarn, od normalnega okolja, no, in najlažje razmišljati na samem. Ampak do konfliktov, do težav vedno prihaja, ne? Kako jih rešujete? Premišljeno, ne preveč z glavo skozi zid, razmisliti, kaj narediti, pripraviti, če je kakšna večji konflikt, večje težave, pripraviti eno strategijo, kako se tega lotiti. Drugače pa interno v podjetju mislim, da nimamo kaj preveč konfliktov, če prije že kaj do kakšnega konflikta pogovor. Kje iščete prave kadre? Tudi v tujini morda? Vemo, da so recimo programerji iz Indije tudi 3-krat cenejši. Ja. Žal smo mogoče, pač spozna se, da smo majhni, tako da si nekih zelo kvalitetnih kadrov ne moramo privoščiti. To je ena stvar, druga stvar je, da tudi takih kadrov, ki bi se s tem ukvarjali v Sloveniji, ni velika. Tako da zdaj zaenkrat bolj vzgajamo svoje kadre, no, če tako rečem. V Sloveniji na trgu se praktično tega znanja ne dobi, oziroma je zelo redko, tako da, kot je Boštjan rekel, vzgojimo oziroma izobrazimo svoje kadre sami. No pa poglejmo, kako se zaposleni počutijo v Red Orbitu. Fino mi je delati z mladimi, ker je čisto drugače zastopan inovacije, starejši so ponač preč ustaljeni na strl način dela in ne dopuščajo inovacij in mladih, sploh idej mladih ne upoštevajo. Ja, moram reči, da se mi zdi, da smo taki zanimivi karakteri na kupu. Včasih se znamo zelo poklapati, pa iz tega potem kalijo dobre ideje. Včasih si pa mislim, joj, a mi da sta lahko že malo miru, da jaz to razdelam, da imam sploh čas razdelati in potem predati to naprej. No. Načeloma pa fajn, zdi se mi, da sem v podjetju, kjer se lahko razvijam, no, in kjer tudi nadrejeni dajo to možnost, da pokrivaš področje, ki so ti blizu. No. Deloholika sta oba, tako je skoraj obvezno za pač samostojne podjetnike, to pride zraven. Drugače pa sproščena. Rekli ste že, da povpraševanje po vašem produktu raste. Ta produkt ste razvili prav zaradi recesije, ne, kot eno možnosti za izhod iz tega. Soočate pa se tudi z negativno platjo recesije, ne, to je z neplačevanjem, ne, predvidevam. Kako se s tem soočate, kako se spopadate z neplačevanjem računov? Vi ste disciplinirani? Plačujete račune? Ja, mislim, da smo in probamo čim bolj biti disciplinirani pri temu, kar se pa pri nas dogaja, pa predvsem to, da mi imamo s našimi strankami dolgoročne pogodbe in nekatere pač so zapadle v recesijo, se jih zastopi, da ne more plačati računov. In malo moramo tudi mi potrpeti, ker so eni dolgoročne partnerstva tukaj vzata. Kolikšni pa so roki plačil? Od 15 dni pa do 90, tako da so se pa kar podaljšali, recimo v zadnjih 12 mesecih. Kdo pa so največji plačniki v zasebnem ali javnem sektorju? Recimo v javnem sektorju ni takih problemov, pa nimamo toliko velikih stikov z njimi, oziroma ni veliko strank iz javnega sektorja, tako da večinoma zasebni. Ste morda razmišljali o izvršbi, da bi prišli do svojega denarja? Smo razmišljali, ampak to v redkih primerih, da je potrebno, no, za enkrat, na srečo. No, plačilna nedisciplina je trenutno najbolj pereč problem slovenskega gospodarstva. Kaj vse podjetnik lahko stori, da bi prišel do svojega denarja in izterjal neplačnike, pa v naslednjem prispevku. Simon Vadnjal. Moja d.o.o. je podjetje z 20 zaposlenimi, slikopleskarskimi deli pa so bili eden od podizvajalcev del v tunelu Rebrnice pri Vipavi za italijansko podjetje Vidoni. 100.000 evrov smo čakali recimo 10-11 mesecev. Prvo moraš zdaj pač poskrbeti, da plače fanta daš, da ti sploh delajo, ne? Da DDV ti takoj pobere, če ne te v roku in meseca blokirajo. Tako da drugega nekaj čakati, pa posel zaključiti, da sploh upaš, da boš daj to dobo. Čakanje na čudež pri dolžnikih je za podjetnika lahko velika napaka. Največ se jih za poravnavo dolgov obrne na specializirane agencije ali neposredno na odvetnike. V primarni fazi lahko dolžnika opomnimo z odvetniškim opominom. Določeno število dolžnikov bo seveda plačalo že takoj po prejetem opominu v izogib nadaljnjim stroškom, sodnim stroškom. Vkolikor dolžnik ne plača, vložimo predlog za izvršbo na sodišče.
Zdaj predlog na izvršbo na podlagi verodostojne listine se sedaj vlaga v elektronski obliki, kar je dosti hitro. Sodišče namreč že v roku tedna dni izda sklep o izvršbi. Vkolikor dolžnik ne bo ugovarjal sklep o izvršbi, bo postal pravnomočen in bo sklep o izvršbi šel v realizacijo. Zdaj po naših izkušnjah cirka 80 do 90% sklepov postane pravnomočnih, torej dolžnik niti ne vloži ugovora in gre v samo realizacijo. Vse hujšo plačilno nedisciplino potrjujejo podatki Agencije za javnopravne evidence in storitve. Povečanje števila neplačniških pravnih oseb in tudi zneska dospelih neporavnanih obveznosti je v zadnjem letu dni očitno. Pri neplačevanju prednjačijo v gradbeništvu, sledijo jim v trgovini, v realnosti pa je slika še bolj črna, saj raziskave ne vključujejo samostojnih podjetnikov. Podjetniki pri poslovanju pogosto pozabljajo na preventivo glede plačilne nediscipline, preverjanje bonitete potencialnih poslovnih partnerjev. Imamo več inštrumentov, s katerimi preprečujemo oziroma pomagamo družbam pri poslovanju. Med drugim imamo poročila o panogah podjetij oziroma družbah, sama bonitetna poročila, plačilne ključe in ostale inštrumente, s katerimi, kot sem že omenila, lahko pomagamo družbam, da se lahko v bistvu nekako zavarujejo pri samem poslovanju družb oziroma da bolje spoznajo družbe, s katerimi poslujejo oziroma bodo poslovali. Strošek za individualno poročilo med 50 in 100 evri zagotovo odtehta stroške s pravdanjem na sodišču, ki zna trajati tudi več let. Vi preverjate bonitete potencialnih poslovnih partnerjev? Ja, zaradi načina poslovanja oziroma tudi krize, vedno bolj. Imamo po eni strani srečo, da to zaenkrat delamo zastonj zaradi nagrade oziroma najpodjetniške ideje, ker so nam omogočili tudi dostop do teh spletnih portalov, statistiko. Se pravi, je to za nagrado? Tako je, kot nagrada, del nagrade. In zdaj je za izkoristiti pač zaradi takih časov, kot so. Na koncu me še zanima, delate na eden izmed najhitreje razvijajočih se trgov internetu. Vemo, da Google, YouTube in drugi portali spremljajo, zbirajo podatke, vejo za vsak naš premik, klik, vejo, kam se usmerjamo, vejo, kdo smo. Vas kdaj skrbi, kam pelje vse skupaj to? Bi kdo te podatke lahko zlorabil? Kaj to pomeni za celotno družbo? Ja, po eni strani skrbi, po drugi strani pa klenimo veliko za narediti. Skozi več podatkov se res zbira in YouTube in Google in vsi ostali iskalniki, tako kot tudi najde, mogoče malo manj zbira, ampak ja, kam to pelje, bi težko rekel. Je pa strah, ki obstaja, kdaj bojo prišli ti podatki v napačne roke. Kako se zavarovati pred tem? Ali sploh to možno? Težko, ker praktično tle gre za spletne servise, kot so iskalniki ali pa YouTube, ki jih uporabniki uporabljajo čisto prostovoljno in oni zbirajo njihove statistične podatke na samem portalu, tako da ni zdaj neki v konfliktu s kakšnimi zakoni ali kaj takega in se težko zavarujemo. Se pravi, nam preostane le, da se vdamo v sodo in malo gledamo, pazimo, kaj počnemo tudi na internetu. Dovolj je, če že mogoče samo pač z glavo, mislim, da razmišljaš, ko greš recimo na internet, na spletno stran, da ne puščaš podatka po nepotrebne in take stvari. Ja, mogoče na iskalnikih ni tak problem, ker ko iščemo razne informacije, niso kakšni sporni podatki. Recimo na Facebooku bolj konkretno pa uporabniki zelo veliko zasebne podatke objavljajo, slike, ki pa po drugi strani lahko pristanejo zdaj v statistiki od Facebooka oziroma na njihovih strežnikih in teoretično lahko v kakšnih drugih rokah. No, upajmo, da bo tega čim manj. Še veliko adrenalina in inovativnih idej vam želim in hvala za ta pogovor. Hvala vam. Hvala vam. Pri plačilni disciplini bi morala biti država za zgled, pa ni. Pahorjeva vlada je v teh kriznih časih plačilne roke države celo podaljšala. Ne pa omejila na največ 15 dni, kot je predlagala največja opozicijska stranka. A država naj bi kljub temu za mnoga zasebna podjetja, ki posluje z javnim sektorjem, še vedno veljala za dokaj zanesljivega plačnika. Večji problemi so v zasebnem sektorju, ki postaja v času recesije vse bolj podoben divjemu zahodu. Tu velja zakon močnejšega. Zaradi plačilne nediscipline so najbolj prizadeta mala podjetja, podizvajalci in kooperanti, ki so najšibkejši člen v verigi. Eden zadnjih primerov je neplačevanje podizvajalcev pri gradnji nogometnega stadiona v Stožicah.
Problem plačilne nediscipline v Sloveniji ni od danes in je še zelo povezan z nedelovanjem pravne države. Postopki izterjave se vlečejo predolgo in so preveč zapleteni. Podjetja se pogosto znajdejo v začaranem krogu. Po eni strani si s podaljševanjem rokov plačil do dobaviteljev rešujejo kožo, po drugi pa jih lahko njihovi dolžniki prav s tem pahnejo v prepad. Možno pa je obrati tudi drugo pot, da na vrata neplačnika, kot v kakšnem mafijskem filmu, potrkajo najeti izterjevalci. Toda to je že kriminal. Za spodobne pokojnine bomo morali poskrbeti sami, to je zdaj že jasno. Čez 30 ali 40 let naj bi zaradi upadanja delovno aktivnega prebivalstva povprečna pokojnina znašala le še 500 evrov. Kako torej privarčevati nujno potrebni denar za starost? Dober nasvet in Marko Štor. V Sloveniji za dodatno pokojnino, torej v sklopu prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, varčuje preko 500 000 ljudi. Ena izmed raziskav je pokazala, da kar 36% izmed njih sploh ne ve, kam nalaga svoje sredstva, kaj šele, da bi spremljali, kaj se z njihovimi vplačili dogaja. Mi ta denar, ki ga zberemo od, recimo, pri nas je 78 000 zavarovancev, vsak mesec, to znaša okoli 2,5 milijona evrov, vsak mesec investiramo. Investirate kam? Investiramo ga pa predvsem, da je varno, da je dolgoročno stabilno. Recimo, naš cilj so dolgoročni stabilni donosi. Izračun pokaže, da bi 27-letnik, ki bi do svojega 65. leta, torej naslednjih 38 let, vplačeval dodatno pokojninsko zavarovanje po 83 evrov mesečno, ob nastopu pokojnine začel prejemati rento v višini 113 evrov. Če predvidevamo, da bi ta znesek nalagal neko alternativno naložbeno obliko, pa bi lahko takrat prejemal precej več. Alternative so naložbene politike, ki so orientirane v bistveno večjem obsegu v delnice, naprimer. Delnice imajo na dolgi rok, naprimer v primerjavi z obveznicami, cirka 4-kratno realno višjo donosnost. Tlej seveda druga plat zgodbe je seveda vsak bo rekel tveganje, definitivno. Delnice na kratek rok so tvegane in volatilne, ampak dejstvo je, da so tudi vzponi že bili 50% letos, na nekaterih trgih tudi višji, ampak na dolgi rok lahko se ta nihajnost v bistvu nekako izniči, in dosegamo v primerjavi z naložbeno strategijo v obveznicah bistveno višjo pričakovano donosnost ob tveganju, ki je pa primerljivo že na 18 let. Poglejte, v obdobju finančne krize je ta sistem prav zaradi svoje navidezno prekomerne varnosti, ki je določena predvsem s tem, v kaj lahko izvajalci dodatnega pokojninskega zavarovanja sredstva zavarovancev nalagajo. Prav zaradi teh instrumentov je sistem preživel največjo finančno krizo v zadnjih 100 let. In vsi ljudje, ki imamo prihranke tudi v dodatnem pokojninskem zavarovanju, zaradi tega nismo utrpeli nikakršne izgube. Kar se tiče garantiranosti izplačil ob nastopu pokojnine, so zadeve trenutno precej podobne vzajemnim skladom. Tudi če bi pokojninska družba propadla, se sredstva zavarovanca vodijo na posebnem računu, zato ni bojazni, da bi kakorkoli izginila ali bi bila porabljena za, na primer, sedanje upokojence. Tudi prehod med skladi različnih pokojninskih družb ni večja ovira, vendar lahko računate, da vam za takšen prehod zdajšnja pokojninska družba vzame 1% vaših privarčevanih sredstev kot neko vrsto administrativnih stroškov. Dodajmo še, da se plačilo v dodatno pokojninsko zavarovanje štejejo kot davčno priznani odhodek, kar je sicer prednost glede na druge oblike varčevanja, ne bi pa smela biti odločilni dejavnik odločitve za vlaganja. Še vedno ne varčujete za svojo pokojnino. Res je, da mladi vse bolj postavljamo v spredje tekočo porabo glede na tisto čez 30-40 let. Vendar, če si želimo kolikor toliko spodobno življenje upokojenca, potem je zadnji čas, da začnemo razmišljati tudi o varčevanju. Ne glede na to, ali bo to dodatno pokojninsko zavarovanje ali pa mesečni vložki v vzajemne sklade. Nihče pravzaprav natanko ne ve, kaj bo čez 30 ali 40 let, koliko recesij, gospodarskih zlomov, bankrotov nas čaka. Zato se je najbrž najbolje odločiti za različne oblike in načine varčevanja.
Oddaja je končana. Glejte nas spet prihodnji torek ob 21:05, ko bomo gostili enega naših največjih vinarjev z Bizeljskega, ki je po vsem svetu zaslovel svojo penino. Prava ideja.